Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Jaz bom nekako malo povprek tega, kar je bilo danes rečeno, govoril. In mislim, da moram. Moram zaradi tega, ker čutim, da je veliko slovenskih src. Zadnjič, ko sem imel pa pogovor na Radiu Ognjišče, tisti oddaji v petek z gospodom Bartolom, pa sta 2 ali 3, ena žena, pa mislim, da 2 moža, tudi nekako z vsem srcem in z vso težo položila nam, ki mogoče imamo malo več besede, naj vendarle začutimo, kaj ti ljudje trpijo. Mnogi, ki se jim približate, tudi veste, kako je to trpljenje. In mislim, da to je potrebno. Rečeno je bilo, da bo zdaj ta pogrebna slovesnost in pa to, kar se letos dogaja, ali kar je planirano, kakor je govoril pravkar gospod Sušnik, razdvojilo desnico. Jaz ne mislim tako, ampak mislim, da je desnica, pa tudi slovenska javnost, že v marsičem razdvojena, deloma seveda propagandno in se ob vsakih takih pomembnih dogodkih, ki v Sloveniji vendarle nekaj premaknijo, to še bolj zaostri. In zato mislim, da je, in s tem se strinjam tudi s sogovornikoma, da je potrebna prisebnost. Ampak ta prisebnost pa pomeni tudi, in v tem bi rad nekako tudi nas vse spodbudil, tudi odločnost. Odločnosti danes nimamo nobenega razloga več za strah. Ga seveda razumemo pri sebi in pri drugih in pri mnogih ljudeh, ki ste ali ki smo bili tako ali drugače deležni trpljenja bivšega sistema in ki tako ali drugače še danes plačujemo to ceno. Ampak mislim, da je potrebno, da si predvsem nalivamo čistega vina. Da se poskušamo dejstvom družbenega razvoja, dejstvom tudi naše prihodnosti, predvsem pa mladim, zazreti prisebno v oči in reči določene stvari, moramo zagovarjati, gospa je prej lepo rekla, jih moramo poimenovati, ne samo morišča, tudi revolucijo, tudi zatiranje, ki se še danes dogaja in ki mu mnogi podlegajo danes, tukaj in sedaj, in ki mu podlegajo. In zato seveda sem jaz nekoliko rezerviran do tega, kar je govoril prej gospod Sušnik o državnih organih in predvsem seveda tudi o komisiji, ki jo imamo za to. Prva stvar, ki jo bom rekel, kar zadeva recimo predsednika države, to sem jaz že rekel javno, pa bom zdaj samo ponovil, predsednik države, ki stoji tudi za tem, ga tukaj pozivam, da postavi na kraj ta spomenik, ki naj bi se postavil v Ljubljani in ne se postavi zato, da bomo uredili ta pokop. Komisija naj, če ima res voljo in če je za to postavljena, naj po mojem mnenju in po mnenju tudi društev, ki to zastopamo, društvo Huda jama, pa tudi Združenje Obljubi sprave, omogoči ta pokop v Kostnici v Mariboru. S tem bo veliko manj dela in s tem bo tudi veliko več možnosti, da se to, o čemer je govoril gospod Sušnik, prihodnje uredi. Kar zadeva prisebnost, mnoge vidim tukaj med nami, ki ste to prisebnost tudi točno na tem področju, gospod Pintar, gospa in gospod Gasar, gospod Leljak in še kdo drugi, ki ga toliko v tem smislu ne poznam, ki ste veliko žrtvovali na tem področju za to, da bi se te stvari vendarle po človeško, po demokratičnih standardih in po tem, da nekako v danih možnostih vendarle zadovoljimo možnost, da bodo svojci svoje dobili ali pa da bodo nekako vendarle prišli do njih, da se to uredi tako. Marsikatere državne komisije tega niso počele. Jaz ne bom danes govoril
o dejstvih in eno pa bom navedel, recimo zadnji izkop v Košnici, ker so 3 mesta, kjer bi bilo treba to izvesti, se je izvršil samo na enem delu, potem so se pa dela ustavila. Zakaj je potrebno, da se recimo začne nekaj, potem se pa vse ostalo pusti za prihodna leta? Zakaj se troši denar? Podobno vprašanje je seveda tudi za teharje, zakaj je bilo tako veliko obeležje postavljeno, ni se pa postavil pogoj, da to obeležje stoji na čisti zemlji in se omogoči, da se potem tudi morda tukaj ali pa kje v bližini postavi tudi grob, kjer bodo pokojni našli svoj mir, kakor se mi zdi, da vendarle veliko Slovencev želi in tudi veliko pokojnih, če seveda tega ni mogoče urediti v Ljubljani. V Ljubljani je bilo to mogoče narediti za nemške vojake, je bilo mogoče za italijanske vojake, zakaj ne bi bilo tudi za naše slovenske vojake tega mogoče narediti. Torej, to so vprašanja in nekako, če zdaj govorimo o stanju danes, jaz osebno sem prepričan, da če je politična volja in veliko se govori o tej volji, potem je mogoče tudi tem stvarem nekako pristopati celostno, je mogoče tudi te stvari reševati tako, da bi omogočili vendarle nek skupni kraj, dokler se morda v prihodnosti tudi raziskovanje in identifikacija, morda tudi z novimi tehničnimi sredstvi ne poenostavi, tako da bi morda vendarle nekoč lahko ustrezno uredili to po želji svojcev v domačih grobovih. Zakaj pravzaprav tega ne delamo? Tako pa se še vedno kaže, da vse te investicije rešujejo parcialne probleme in žal imamo tudi nekaj dokazov, da se včasih tudi naprej zakriva, namesto da bi se odkrivale stvari. Mislim, da je prav, da v tem forumu to povemo in da to tudi zahtevamo, kajti te komisije, ti uradniki, vsi, ki so na uradnih mestih, niso zato, da pač nam vladajo, ampak zato, da izvršujejo naloge, ki so jim poverjene in to po standardih, ki jih pač v demokratičnih državah poznamo. Mislim, da je prav, da to povemo, da od njih to zahtevamo, da to od njih terjamo in da to tudi, če bo potrebno, na nek način s nekim referendumom ali kakorkoli to vdaljujemo. Jaz mislim, da pač ti koraki so zapeljani, čeprav po mojem mnenju vse, to se strinjam z gospodom Sušnikom, vse bi se to lahko naredilo, da se ljudi potem, da te ljudi pokoplje v Kostnici, ker bi bilo to enostavno reševanje in pristopi seveda tudi celostnemu reševanju te zadeve naprej. Vedeti pa moramo in nekako pri tem se mora najbrž vsakdo izmed nas malo potrkati tudi na svoja prsa. Marsikatere stvari v naši državi bi se seveda drugače reševale, če bi bili tudi krščanski ljudje, če bi bili tudi tako imenovani desni ljudje bolj prisebni, bolj zavzeti, bolj pripravljeni k sodelovanju, če ne bi nekako gledali, kako bo vsak nekako svoje uveljavil, ne pa kako bo služil tistemu, kar je namenjeno. Ampak mislim, da pa kljub temu take ljudi med nami imamo in hvala Bogu, da jih imamo in da se za to zavzemajo, zato si prizadevamo, da nas bo čim več in predvsem skušajmo v tej doslednosti vztrajati in mislim, da bo to ne samo za pokojne, ampak tudi za prihodne rodove najbolj odločilnega pomena. Hvala lepa.